Aktivna mobilnost je pravzaprav aktiven način potovanja, ki ga človek upravi tako, da kot pogon oziroma za pogon uporablja svoje lastno telo. Med najbolj, običajne oblike aktivne mobilnosti spadata pešačenje in kolesarjenje. Niso pa to edine oblike aktivne mobilnosti. Lahko smo aktivno mobilni tudi, če uporabljamo skiro, rolerje, rolko in podobno. Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije pravzaprav aktivna mobilnost spada samo pod eno domeno oziroma priložnost za izvajanje vsakodnevne telesne dejavnosti. Ostale priložnosti za tovrstno izvedbo so recimo gibanje na delovnem mestu oziroma v šoli, pa doma v obliki vrtnih gospodinjskih opravil in tista nam najbolj poznana oblika izvajanja telesne dejavnosti v prostem času v obliki rekreacije in športa. To pomeni, da pa ravno tako tudi Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da najlažje to celokupno količino vsakodnevne telesne dejavnosti dosežemo, če spodbujamo ravno aktivno mobilnost in ne toliko pravzaprav to rekreativno oziroma prostočasno telesno dejavnost. V vsakem primeru pa je dobro izkoristiti vsako priložnost za gibanje in to početi in ohranjati skozi celotno svoje življenjsko obdobje. Strokovnjaki za ohranjanje oziroma varovanje zdravja dejansko priporočajo izvedbo 10.000 korakov na dan. Ampak to pravzaprav pomeni prehojenih 7 kilometrov v povprečju na dan, kar nekako časovno nanese približno 1 uro in 3/4 na dan. In to je precej velik za večino populacije. In ravno zaradi tega je pomembna ta celokupna telesna dejavnost, ki jo lahko izvajamo ob različnih priložnostih. Ker recimo, če izvajamo prostočasno hojo v kombinaciji z aktivno mobilnostjo oziroma pešačenjem na delo, potem v šolo in iz nje oziroma po opravkih, pa kar hitro preko dneva lahko dosežemo tovrstni cilj. Naši podatki iz raziskav, ki so longitudinalne in mednarodno primerljive, kot sta recimo raziskava z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju in z zdravjem povezan življenjski slog za odraslo populacijo, kažejo, da so otroci in mladostniki dejansko zadostno telesno dejavni po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije samo v dobri četrtini in da so recimo fantje nekoliko boljši od deklet. Pri odraslih je pa glede razlik med spoloma ravno obratno, in so ženske v vseh starostnih obdobjih bistveno bolj aktivno mobilne kot moški, drugače pa v povprečju odrasla populacija je zadostno telesno dejavna malo več kot v dobri polovici odraslih. V zadnjem času dejansko botruje tudi globalna prisotnost pandemije, COVID-19. Skratka, tudi svetovne raziskave kot naše kažejo, da so gibalne navade populacije različnih starostnih skupin oziroma vseh starostnih skupin pravzaprav v upadu. Tako zadnja raziskava oziroma podatki zadnje raziskave za zdravjem povezan življenjski slog za odraslo populacijo, kot recimo tudi trenutno aktualna raziskava SeaPanda, ki raziskuje pandemsko izčrpanost, kažejo, da je pravzaprav telesna nedejavnost doživela največji upad oziroma največji porast med vsemi dejavniki tveganja življenjskega sloga. In da tiste ciljne skupine, ki so najbolj zaskrbljujoče, so predvsem mlajši odrasli in to moška populacija, kronični bolniki ter ljudje, ki imajo razne, duševne motnje in težave, ter tisti, ki so v zadnjem času doživeli recimo neko finančno stisko.
Marsikdo ja, ne? Ampak je to stvar, bom rekla, osebnih prioritet, vrednot in stališč. Najpogostejši izgovori za telesno nedejavnost so bodisi pomanjkanje časa, bolezen, vremenske razmere oziroma neugodne vremenske razmere in podobno, ampak dejstvo je, da so to vse premostljive, tako imenovane ovire za telesno nedejavnost. Ne? Kar se tiče pomanjkanja časa, sem že prej govorila, da je treba izkoristiti vsako priložnost za gibanje. Ne? In če lepo preko celotnega dneva nabiramo, bom rekla, tiste dnevne korake oziroma znanstvene raziskave, zadnje znanstvene raziskave kažejo, da kakršnakoli telesna dejavnost, vsaj nekaj telesne dejavnosti je bolje kot nič. In ravno zaradi tega je treba poiskati vsako priložnost za gibanje. Bodi si hoja po stopnicah, bodi si aktivna mobilnost, o čem pravzaprav govorimo, bodi si v rekreativne namene, da smo čim bolj aktivni tudi doma, da ne poležavamo pred kavčem, pred televizijo oziroma na kavču pred televizijem, da ne sedimo predolg čas in podobno. Skratka, vsako priložnost izkoristiti za gibanje. Vse to pozitivno vpliva tako na naše telesno kot duševno zdravje, izboljša nam počutje, omogoča tudi boljšo funkcionalnost, preprečuje različna kronična nenalezljiva obolenja, pozitivno vpliva, tako kot sem rekla, na mentalno zdravje, kognitivno zdravje, funkcionalno sposobnost. Skratka, teh koristi za gibanje je več. In ravno iz tega razloga so ravno bolniki, predvsem kronični bolniki, tisti, ki bi se mogli v prvi vrsti pravzaprav gibati vsakodnevno. Je pa res, da pri tovrstni populaciji je treba biti previden in je smiselno, da se najprej pod strokovnim vodstvom oceni njihovo zdravstveno stanje, raven telesne dejavnosti in tudi telesna pripravljenost, preden da se začnejo pravzaprav resno ukvarjati z telesno dejavnostjo. In vse to lahko dobijo pri naših fizioterapevtih in kineziologih v obliki individualnih svetovanj in delavnic za spremembo gibalnih navad v zdravstveno-vzgojnih centrih in centrih za krepitve zdravja, ki pravzaprav obstajajo v vseh zdravstvenih domovih po Sloveniji. Deževno vreme pravzaprav ne predstavlja, bom rekla, upravičljiv razlog za telesno nedejavnost za nobenega, ki je sposoben in nima nobenih, bom rekla, gibalnih ovir, da bi lahko tudi med temi vremenskimi razmerami se gibal. Kar se pa tiče nizkih temperatur, pa znajo recimo za nekatere kronične bolnike biti res malo problematične, kot so recimo kronični pljučni bolniki, astmatiki, potem srčno-žilni bolniki, ki lahko vpliva dejansko bodisi ekstremno visoke temperature ali pa ekstremno nizke temperature na njihovo zdravstveno stanje. Zato se pač priporoča, bom rekla, pač izvaja telesno dejavnost takrat, ko so vremenske razmere bolj ugodne za njihovo stanje. Ampak za večino ostale populacije pa pravzaprav tudi to, vkolikor se ustrezno opremimo, oblečemo, obujemo, tako kot je treba, mogoče zaščitimo tudi usta z neko šalo, rutom, karkoli. Zdaj smo že itak tega navajeni, v tem času pandemije, čeprav med športanjem ni priporočljivo, pač, da nosimo maske, ampak moramo vseeno paziti na ustrezno razdaljo. Pravzaprav ni nobenega razloga, da ne bi to počeli. Glejte, stari slovenski pregovor pravi, kar se Janezek nauči, to Janezek zna. In tudi iz tega konteksta je zelo pomembno, da starši otroke vzgajamo v duhu poznavanja in varnosti cestno-prometnih predpisov, ter da jih spodbujamo skupaj v družini k sami aktivni mobilnosti. Ker to, kar bojo te gibalne navade, ki bojo jih pridobili otroci v mladosti, je velika verjetnost, da jih bojo potem kasneje v odrasli dobi ohranjali do konca življenja. In dejstvo je, da starši imamo dan danes, še posebej v urbanih okoljih, številne možnosti, da pač spodbujamo to aktivno mobilnost, ampak pomembno
pomembno je, da jo tudi sami prakticiramo. To pomeni, da smo sami tudi vzgled svojim otrokom, ne. Recimo v urbanih okoljih, v marsikateri lokalni skupnosti imamo sedaj tudi na voljo, kolikor nimamo sami časa vsak dan, še posebej majhne otroke, spremljati v šolo ali pa v vrtec in iz nje, da izkoristimo priložnost tako imenovanih iniciativ, kot so recimo pešbus in bicivlak. Drugače pa, če res ne obstaja nobena možnost, da bi lahko to prakticirali na vsakodnevni ravni skupaj z svojimi otroki, pa še vedno obstajajo oblike aktivnega gibanja po opravkih in rekreativne namene po šoli oziroma po službi, ne. Ker te minute preživete skupaj z otroci v družini so definitivno dragocene in ostanejo otrokom v spominu za celo življenje. Ravno glede debelosti, svetovni podatki kažejo, da je 40% ljudi v razvitem svetu prekomerno težkih in kar 20% predebelih oziroma debelih, ne. Naši slovenski podatki pa dejansko iz raziskave za zdravjem povezan življenjski slog v zadnjem desetletju kažejo, da je trend debelosti definitivno v porastu. In sicer pri moški populaciji se počasi dviguje oziroma se je dvignil za 4%, medtem pri ženski populaciji pa za 2%, ne. Podoben problem imamo tudi pri naših otrocih in mladostnikih, kar kažejo podatki slovenskega športno-vzgojnega kartona, to pomeni SLOFIT, z Fakultete za šport, in naše evalvacije šolske sheme, ne, šolske prehranske sheme, da naši otroci dejansko trpijo za debelostjo nekje v 20%. Vsekakor, s tem bi se kar strinjala, moram priznati. Je pa velikokrat tako, da otroci dandanes, tudi ko se družijo z mladimi, ne, od zunaj, nažalost prevelikokrat posegajo med tem druženjem tudi po elektronskih napravah, ne. Tako da tiste prave pristne socializacije, kot jo poznamo mi mogoče starejše generacije, brez teh elektronskih naprav, nekako pri teh naših otrocih in mladostnikih izginjajo. In tukaj je tudi vloga nas staršev, da poskušamo, bom rekla, z nekim družinskim konsenzom na nek mehek način omejiti to uporabo elektronskih naprav, ne. In tudi otroke spodbujati, da so telesno dejavni, ampak takrat, ko so telesno dejavni, seveda tudi druženje z svojimi vrstniki raje usmerijo, bom rekla, v verbalne vrste, socializacijo, ne pa socializacijo preko uporabe elektronskih naprav. Velikokrat vidimo recimo skupino mladih, ne, ki so sicer skupaj, ne, zdaj na varnostni razdalji stojijo, ne, ampak dejansko ne komunicirajo med seboj, komunicirajo preko svojih elektronskih naprav, ne, in včasih celo med seboj preko elektronskih naprav, ne, ampak dejansko ne spregovorijo niti ene besede med sabo, stojijo pa v krogu skupaj, ne. Tako da to so stvari, ki so zaskrbljujoče in na to je treba tudi opozarjati. Sama uporaba teh elektronskih naprav med, bom rekla, pešačenjem, še posebej pa med kolesarjenjem, pa vsekakor ni priporočljiva z vidika varnosti in preprečevanja poškodb. Hoja krepi in ohranja telesno in duševno zdravje posameznika ter izboljša počutje, potem preprečuje različna kronične nenalezljive bolezni in ravno tako, bom rekla, tudi vedenjske in biološke dejavnike tveganja za nastanek teh bolezni, vodi nas v dolgo in zdravo starost, tako rekoč, izboljšuje tudi funkcionalne sposobnosti, vpliva pozitivno na naše mentalno in kognitivno zdravje in vsekakor hojo lahko uporabimo tudi kot obliko, bom rekla, druženja oziroma socializacije, seveda ob primerni fizični razdalji v današnjem času pandemije.
Strokovnjaki priporočamo tako imenovano uporabo uravnotežene vadbe oziroma telesne dejavnosti. In hoja spada med aerobne aktivnosti, ki dejansko krepijo predvsem naš srčno-žilni sistem in dihalni sistem. Medtem ko in jo je potrebno izvajati nekako na tedenski oziroma dnevni ravni v 50%, oziroma polovico te celodnevne, celokupne telesne dejavnosti naj bi odpadlo na te aerobne aktivnosti, ko so hoja, kolesarjenje, tek in tako naprej. Medtem ko zelo pomembne pa so tudi vaje oziroma vaje za krepitev mišic oziroma ohranjanje naše mišične mase. In tovrstne aktivnosti naj bi izvajali vsaj 2-krat na teden, odrasla populacija, otroci pa celo 3-krat na teden. In tovrstne aktivnosti so pa recimo dvigovanje uteži, potem kakih, bom rekla, lažjih ali pa srednje težkih bremen, skratka premagovanje lastne teže telesa, uporaba recimo raznih trakov, zmeti, pripomočkov, skratka raznovrstnih za to, da krepimo mišice. Ne smemo pa tudi ne zanemariti vaje za boljšo gibljivost oziroma ohranjanje gibljivosti, ker tudi tovrstna vadba, vključno z vadbo za ravnotežje in koordinacijo, preprečuje padce in poškodbe, še posebej v starejši življenjski dobi. Tako da teh ostalih aktivnosti pa nekje naj bi bilo ostala polovica. Polovica aerobnih aktivnosti, četrt teh aktivnosti za krepitev mišic in preostala četrtina pa potem ostalih vaj. Ja, v naši družini se je zgodilo, da je najmlajša hčerkica v vrtcu, ko je bila stara 4 leta, dobila skupaj z svojimi sovrstniki nalogo za strani vzgojiteljic, da opiše, kaj je to promet. In je dejansko bila edina v skupini, ki je zapisala oziroma povedala učiteljicam, da so to pešci in kolesarji, pika. Za razliko od vseh ostalih otrok, ko so opisovali večinoma motoriziran promet. Tako da moram reči, da mi je ta dogodek ostal v zelo prijetnem spominu in predstavlja neko potrditev, bom rekla, za mene kot starša, da smo na pravilni poti glede vzgoje otrok v smeri aktivne mobilnosti.